Lep pozdrav, cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach v družbi Sport kluba. Drugi krog se nadaljuje, dve večerni tekmi nas čakata. V družbi Sport kluba boste pospremili obračun na stadionu z Dežele, kjer Celjani gostijo Radomlje. Domačini jasno iščejo pot do novega pozitivnega rezultata po evropski preizkušnji med tednom, zdaj je na vrsti znova državno prvenstvo, grofi pa bodo iskali pot do svoje druge zmage, potem ko so v prvem krogu, pa lahko rečemo kar navdušili, kar se tiče igre, pa seveda tudi prepričali, kar se tiče rezultata na štajerskem derbiju in upisali poln komplet točk. Na drugi strani so Radomljani v uvodnem krogu v prvem polčasu bili zelo konkretni, tudi vodili, a izgubili proti Aluminiju, ki je, kot vidite, včeraj izgubil z Olimpijo, sicer že dve odigrani tekmi, Bravo, Mura 2-0, Aluminij, Olimpija 0-3, danes torej dve večerni tekmi in jutri za konec tega kroga še obračun Kopra in Primorja. Na lestvici se kaj prida zaenkrat seveda še ni spreminjalo, z izjemo tega, da je Olimpija 100-odstotna. Sočasno poteka tudi obračun v Domžalskem športnem parku, kar nas veseli, znova tudi z navijači na tribunah, zagotovo to veseli tudi odgovorne pri Radomljah, ki so zdaj v težavah in to bo 11-metrovka. Pridgar je sicer prepričan, da tu kontakta in prekrška ni bilo, ampak kakšno neumnost so si privoščili gostje v obrambi, Avdili je šel proti žogi. Zadetek prišel je kot velika okrepitev, Šturm je v prejšnji sezoni zadetke zabijal kot zastavo, tule pa priložnost za prvega v celjskem dresu in to se je tudi zgodilo. Začetek 15. minute, Celjani so izkoristili darilo gostov, kot kaže še rumeni karton zaradi protestiranja za sama Pridgarja, 15. minuta pa torej, ko so domači povedli. Zdelo se je, kot da so Radomljani uspeli nekako stabilizirati dogajanje na zelenici, umirili celjski, pa ne bom dejal nalet, ampak poskus tega, da bi pa zares ves čas gospodarili na igrišču, no potem pa tista napaka v obrambi in Daniel Šturm je po prekršku Pridgarja nad Avdilijem imel priložnost, da zadene prvič v dresu Celja in to mu je tudi uspelo. Skušajo med tem odgovoriti Radomljani, tu je Krapuhin, velika luknja je zazevala v obrambi pri Celju, Krapuhin sijajno pred gol, potem pa je Martinčič stresel prečko, žoga ni šla čez golovo črto, še ena obramba za Lebana, Celjani visijo, tu je Čidi prišel do posesti in želel tvegati zapravljene posesti. Zdaj se Krapuhin ponuja za podajo, tam pa dobro iz ozadja tudi Vukasovič, to bi lahko bilo zdaj nevarno in žoga v kotu. Ja, tokrat kratka kombinacija. Avdili na Vukliševiča. Vukliševič ni prišel do strela z glavo, kot smo vajeni, pač pa zdaj atraktivno v pacu z nekim polvolejem. Ni pa bilo dovolj moči in natančnosti v strelu in samo Pridgar si je lahko hitro oddahnil. Krapuhin, dobra podaja, potem takoj Vukasoviča na desno, to je lahko nevarno strelo daleč. Bilo je jasno. Priložnost od 67. minute prikaže Čino. V prejšnji tekmi je igral od začetka. Pa potem bil zamenjan v nadaljevanju. Josifov, priložnost zdaj v osrčju kazenskega prostora in gol! Anomnači Čidi! 68. minuta, 2-0 za Celjane. Zornega kota Radomljanov, morda celo udarec za končni knockdown, kajti ravno je zamenjal Jugoslav Trenčevski, najverjetneje kaj načrtoval.
Celjani pa so vse skupaj izkoristili in Čidi je zadev. V prejšnji sezoni je bil natančen v Lendavi v prvi ligi Telemach, takole Josifov v blok zadev Gnjatiča, potem pa asistenca Jevšenaka. Lepo je mladi Jevšenak podaljšal proti Čidiju, kar bomo videli še iz tega zornega kota. Čidi pa je natančno zaključil neubranljivo za Pridgarja in zdaj torej vodstvo za Celjane z 2-0. Poskrbeli za dramatičen zaključek, ampak bomo videli, če jim to lahko uspe. No, tule je zdaj dovolj prostora za karkoli nevarnega. Kako se je odprla celjska obramba, pa potem sicer dobro odmerjena podaja in tudi zadetek Malenška, ki pa je bil jasno v prepovedanem položaju. Tudi zato brez povzdignjenega glasu z moje strani, kajti povsem jasno je bilo, da je tu prišlo prezgodaj do te zadnje podaje, kar bomo videli tudi v ponovljenem posnetku. Jaša Jelen sta pripravljena, ampak ob naslednji prekinitvi. Tokrat bolje Vokič, ampak preslab zaključek z glavo. Coach Arteta, the main goal was victory. You succeeded. You also got the clean sheet. How did you see the match? It was a difficult match because Radonje is a tough team to play against them, but I think we controlled the game. In the second half, I think we were a little bit better, and I think we deserved the victory. You also rested some key players for European match. That's also good. We have to rotate because we have now games every 3 days, and I think the players that were on the pitch, they give their best, and important is the 3 points and clean sheet as well. Now you're ahead of you 2 difficult matches in Europe and then against Olympia. Today's victory is very good for the self-esteem of the players. Of course, when you win, the players feel more comfortable, more secure of themselves, and for sure he will help in the future to win more games on Olympia and Europe, of course. Thank you and good luck. Thank you very much. Florian Jevšenak, zelo dobro odigrana tekma z vaše strani, 90 minut pa še asistenca, kako ste vse skupaj videli? Ja, hvala za čestitke najprej. Pa ja, vedeli smo, da nas čaka neka zahtevna tekma, ni lahko preklopiti iz Evrope na domače prvenstvo, igrati nedelja četrtek, to je že neka 5. tekma v nizu, ampak mislim, da smo se dobro pripravili, dobro šli miselno v tekmo in na koncu tudi zasluženo zmagali. Z vašega zornega kota ta sezona zaenkrat odlično prebijanje v prvo slovensko nogometno ligo, kako bi primerjali te izzive z lanskimi iz Dravinje, koliko je teže, koliko je zahtevneje, koliko so tudi višja pričakovanja stratega Alberta Riere? Pa definitivno je nek korak naprej, nek res višji nivo. Je druga liga nek dober korak, mogoče stopnička, da ni preskok direktno iz Mladinske v prvo ligo. Dala mi je veliko, je pa definitivno razlika v kvaliteti, hitrosti igre, intenziteti, vsem skupaj in mislim, da sem se zaenkrat dokaj hitro navadil, upam, da bo šlo tako naprej. Najlepša hvala in srečno v Evropi. Hvala. Jugoslav Trenčevski, dejali ste pred tekmo, da želite, da bi Radomljani dokazali, da lahko igrajo tudi s takšno ekipo kot je Celje. Zdi se, da ste igrali z njimi, bili tudi uspešni, ampak spet preveč napak, da bi na koncu prišli do točke. Ovako, znači prvo mislim da smo bili kompetitivni u ovom nadpravaru, da smo igrali sa boljim timom od nas. Znam da su imali neke rotacije, isto kod nas su falili neke igrače. Moram da kažem da smo mi u nekom procesu, u nekom stvaranju neka stil igre, znači ono što radimo i ovaj proces je malo dugotrajan. Normalno da nismo zadovoljni rezultatom, opet smo pogrešili kod jedne lopte u našem build-upu, ono što radimo na dugo vremena na treningu. Pa desi se onaj penal i počnemo sa 1-0. Posle toga smo imali neke dobre, zanimljive trenutke, posle izlaska od build-upa od prve zone pa u druga zona i išli smo sve do kraja. Tako da imali smo jednu prečku stativu. Mislim da čestitam Celja da je zasluženo pobedio i mislim da smo se mi dobro predstavili, ali nažalost rezultat nije bio u našoj polozi. Naslednja tekma pa se zdi
še pomembnejša z Domžalami, to so pa potem že tekme, ko so točke potrebne. Svakako, znači svaka utakmica je svoja posebna priča. Moramo prvo osvežiti igrače, zato što su danas istrošili iskreno. Moramo osvežiti igrače, za 4 dana već igramo našu utakmicu sa Domžalem. Znam da je to susjedsko derbi, kako se kaže, susjedsko derbi, tako da očekujem jednu tvrdu utakmicu i oni su dosta igrača promenili. Mi imamo neki promjene u našim redovima sa igračima. Očekujem neku tvrdu utakmicu, kao i svaka neizvesna utakmica. Vidimo da svi mogu da igraju sa svima, tako da, osim nekoliko ekipa koje malo dele sa kvalitetom, tako da svako da su potrebni bodovi, ali moram pohvaliti moju ekipu da radi dobro i na kraju ću da kažem da je proces bitan i da rezultati i bodovi će doći malo kasnije. Najlepša hvala in srečno. Hvala i vama. Fer, tekma, na kateri je vaš trener želel videti, da Radomlje lahko igrajo s Celjem. Zdelo se je, da se je to potrdilo, imeli ste svoje priložnosti, ste pa ne mi zamerite, ampak spet po lastni neumnosti prišli v zaostanek, tako kot ste v prvem krogu zapravili v bistvu prednost, nasprotniku ponudili zadetek in potem je bila seveda tu težava, kajti Celjani so zelo kvalitetni, imajo tudi širok kader. Ja, res je. Imeli smo 5-6 dobrih priložnosti prvi polčas, pa je tako ste rekli, sami smo jim podarili žogo iz naše napake in smo dobili gol. Druga tekma, drugič brez točk, naslednja tekma potem z Domžalami, ko pa že torej gre za neko tekmo, ko se tudi točke najverjetneje pričakujejo, tudi z vaše strani, iz igralskega kadra. Ja, to so take tekme, kjer se točke morajo 100% dobiti in to 3. Ja, derbi, težka tekma bo. Bomo videli, kdo bo boljši, upam, da mi. Najlepša hvala. Hvala.